Po bontonu bi bilo zdaj najbolj primerno, da spregovorim še kakšno besedo o gosti, pa bom tokrat naredil izjemo in bom začel s knjigo, ki jo imamo pred sabo. Roman Belo se pere na 90 je namreč literarni fenomen. V 8 letih od izida je presegel naklado 25.000 izvodov in doživel prevod v 8 tujih jezikov. Zdaj, kako velika je ta naklada, se zavemo v podatku, da je neka normalna naklada za slovensko izvirno leposlovje okoli 500 izvodov, za uspešnico pa tam že med 2 in 3 tisoč. Pri tem je seveda treba poudariti, da ne gre za nek trivialen roman, ampak za izvrstno literarno delo, o čemer priča tudi nagrada Kresnik za najboljši roman leta, ki ga je avtorica prejela leta 2019. Kar je pri tem še najbolj zanimivo, je, da je roman njen prvenec. To se pravi, da že s prvim delom, s katerim stopiš v javnost, dosežeš tako velik uspeh. Tako lahko rečemo, da je bil v slovenski javnosti najprej roman, potem se je pa pojavila še Bronja Žakelj, ki je zaradi toliko pozitivnih odzivov morala veliko bolj stopiti v javnost, kot bi verjetno sicer. Do uspeha ste pa živeli v anonimnosti, ne? Kot bančna uslužbenka, verjetno en tak primeren poklic za družbeno anonimnost. Po poklicu ste pa sicer novinarka, kar priča o tem, da imate talent za pisanje in tudi željo po pisanju od mladih let. Bronja sedaj živi v Ljubljani, kjer je preživljala tudi svoje otroštvo in mladost. Rodbina njenega očeta pa je iz Žirov, tako da ji naši kraji niso tuji in smo na nek način sosedje. Kaj bi še sami dodali k tej kratki uvodni predstavitvi, da lahko začnemo s pogovorom? Dober večer vsem skupaj, hvala za vabilo, Štefan, sem ga bila zelo vesela. Kaj bi dodala? Mogoče najbolj pomembno stvar, da sem mama. Imam Katjušo, zdaj stara 23 let, oziroma 22, in pa Matijo je pa 23 let. Skratka, knjiga, film, vse to, kar se dogaja, je jasno pomembno, ponosna sem na to, ampak v bistvu najlepši del, ali pa pravzaprav, če bi rekla, moja identiteta, kaj je moja identiteta, kje se najdem, je pa pravzaprav v vlogi mame. Zakaj je roman Belo se pere na 90 postal taka literarna uspešnica, to bomo odkrivali danes. Lahko rečemo, čeprav se bo to slišalo zelo klišejsko, zato ker je knjiga našla pot do src bralcev. V romanu je Bronja namreč skozi otroške oči opisala izkušnjo bolezni in smrti svoje mami, ki je umrla za rakom. Bronja je bila takrat v zadnjem razredu osnovne šole, stara 14 let. Bronja je po izidu svoje knjige dala že veliko intervjujev, kar nekaj posnetkov je tudi na internetu. Zato, ko sem razmišljal, kako bi oblikoval ta večer, sem se odločil malček drugače. Vzeli bomo v roke knjigo, tako da bo res napol literarni večer, prisluhnili tudi njeni besedi, literarni besedi, in v pogovoru stopili skozi posamezne odlomke. Seveda bojo to samo delčki za okus, z željo, da bi tudi vi potem knjigo vzeli v roke, tisti, ki jo še niste prebrali. In tudi izbor teh odlomkov ne bo reprezentativen, zelo bo tudi osebno obarvan skozi moje oči, skozi mojo osebno izkušnjo, kajti tudi sam sem doživel smrt žene za rakom, s hčerkami, ki so bile v podobnih letih, kot je bila Bronja ob smrti mame, in z nekaj neverjetnimi podrobnosti iz njene in moje zgodbe. Tako da res, besedilo je sicer vedno isto, vsako branje pa je drugačno, zato verjamem, da če boste knjigo vzeli v roke, boste odkrili tudi povsem druge poudarke, kot sem jih odkril sam. Pa bi vstopili v večer kar s prvim odlomkom.
Stanujemo na Vojkovi in na naši ulici vedno sije sonce. Marca kuhinja zadiši po zraku, ki butne vanjo, ko Dada prvič odpre vrata na balkon. Poleti zadiši po razbeljenem platnu zelenega roloja, jeseni pa po mokri zemlji z vrtov pod nami. Na Vojkovi sonce sije tudi po zimi, ko sta zunaj sneg in mraz in ko vrata balkona spodaj zadelamo z dekami in hodimo s kovinskim vedrom po premogo klet. V kuhinji je takrat topel les, ogenj, prismojeno mleko in buhteljni, vsak petek pa zadišijo toko maže, ki kapljajo na siva tla linoleja v predsobi, kjer oče za soboto pripravlja smuči. Če bo led, so maže modre, če bo južno, so maže rumene. Največkrat so pa rdeče. Ko so smuči namazane, oče mednje vtakne dnevnik in jih zalepi s selotejpom. Ko jih nosimo do smučišča, se takoj prekrižajo. Če kante zaškrtajo, je oče jezen. Ob 7:30 gledamo dnevnik. Televizijo prižgemo ob 7:13, da se segreje do 7:15 za risanke. Gledamo tudi Cikcak, vsi skupaj, vsak dan. Po dnevniku morava z Rokom spat. Po dnevniku sva lahko pokonci samo 2-krat na leto, za Silvestrovo in za dan mladosti. Takrat vsi gledamo proslavo za Titov rojstni dan. Edino oče je včasih ne in reče, da je to eno navadno sranje. Meni je proslava všeč, ker se veliko vidi Tito, ki je zelo prijazen, ko dobi štafeto in ker telovadijo v tako ravnih vrstah. 25. maja se z Rokom zato veseliva že od novega leta in novega leta se veseliva že od 25. maja. To je odlomek skoraj čisto z začetka romana in moram reči, da bralca kar posrka vase. Ne samo v podobe in barve, ampak prav začutimo tudi vonje, okuse, zvoke tega, kar se je dogajalo v vašem družinskem stanovanju. Predvsem pa začutimo toplino enega družinskega okolja, preprostega doma, ki varuje pred zunanjim svetom. Pa ne samo pred mrazom po zimi ali pa vročino poleti, ampak tudi verjetno pred nevarnostmi, ki otroka čakajo zunaj. Bronja, zakaj ste se sploh odločili za to, da ste po toliko letih popisali oziroma prenesli v literarni jezik svojo zgodbo in zakaj ste se odločili, da pripovedujete skozi oči otroka? Razlog, dva glavna razloga sta, no, da sem v bistvu začela pisati ta tekst. Pravzaprav v začetku niti nisem razmišljala, sploh nisem razmišljala o romanu, nisem razmišljala o knjigi. Jaz sem želela samo povedati svojo zgodbo družine naše, zato da se ne bi ta zgodba pozabila. In v bistvu ta tekst sem pisala pravzaprav, kot sem že na začetku rekla, ne, za moja dva otroka, za Katjušo in Matijo. In v bistvu sem zdaj neverjetno hvaležna, no, da v bistvu spomin vseh teh, ki so bili, a ne, in ki jih več ni, torej spomin na mojo mami, na Roka, na Dado, ne živi samo v mojih mislih ali pa v spominu mojih otrok, ampak v bistvu, da živi tudi skozi besede v knjigi. In zdaj pa sploh, no, tudi skozi podobe v filmu, da so skozi slike v filmu pravzaprav dobili nazaj na nek način svoj glas, ne. Ker to je pravzaprav takrat, ko sem razmišljala o tem največ, kar sem že lahko naredila za njih, a ne, ker ko nas enkrat ni več, v bistvu se mi zdelo, da je to največ, a ne, ker umremo, vsaj jaz, ko gledam, dvakrat, ne, prvič, ko našega telesa ni več in drugič, ko v bistvu nekdo zadnjič spregovori naše ime.
Drugi razlog je pa preprosta želja po pisanju. Jaz sem končala študij novinarstva, zaposlila sem se potem v trženju, zelo malo sem pisala v novinarstvu, pravzaprav nisem delala, zaposlila v trženju, zdaj sem že 15 let v bančništvu, kjer prostora za kreativnost ni ravno veliko, ne? In pogrešala sem pisanje, tako da v bistvu sem si že dalj časa želela ukvarjati z nekim daljšim tekstom, ker bi mogla paziti na strukturo, stil. In ko ste otroka toliko odrasla, da sem se lahko malo umaknila v svojo sobo, ker za pisanje res potrebujem mir, sem se lotila tega teksta. Zdaj to, kar me pa še sprašujete, ne, stil, zakaj skozi oči otroka, to se pa, skratka, stil pisanja, jaz sem se zelo veliko ukvarjala s tem, kako bo ta zgodba povedana. Vedela sem, da lahko v bistvu z načinom oziroma stilom pripovedovanja zelo veliko dobim ali pa vse izgubim, a ne, zaradi teže zgodbe, zaradi vsebine, ki sem želela povedati. In odločila sem se, ene stvari so bile premišljene, recimo minimalističen slog, o tem sem zelo veliko razmišljala, no, kako bom napisala, in sem se odločila za nek minimalističen pristop. Določene stvari so se zgodile pa spontano in prav to pisanje v sedanjiku se je zgodilo popolnoma spontano. Jaz, ko sem začela pisati, sem pisala v pretekliku, a ne, in po ne vem, 30-40 straneh, recimo približno, se je nekaj stavkov mi zapisalo v sedanjiku in jaz sem v hipu začutila, da je to, a ne, ker moj glas je postal glas otroka, vse je bilo tukaj, zdaj, vse je bilo živo pred menoj, mami, ne vem, zviklerji v glavi, da kuha, oče nekaj šahira. Skratka, priklic spomina je bil boljši in jaz sem dobila v bistvu tudi neke možnosti, prav zato, ker je skozi ta glas otroka v bistvu možnosti drugačnega načina pripovedovanja, humorja in tako naprej in zato sem potem tudi ostala, ne. Torej prva oseba sedanjika, v bistvu zgodbo pa pripovedujem svoji mami, a ne, ker nisem želela povedati, kako se spomnim stvari, ko smo bili še vsi skupaj in kaj vse se je zgodilo potem, kaj ni bilo več. Rekli ste minimalističen slog, ampak po drugi strani je pa vsaj ta prvi del pripovedi kot ena res živa freska 70-ih pa potem 80-ih let prejšnjega stoletja. Takrat, to še zlasti začutimo bralci, ki smo takrat bili otroci, ne. Ni bilo toliko materialnega ugodja, toliko stvari na voljo, tudi zato so nam mogoče stvari, ki jih opisujete, toliko skupne. Recimo to, da smo cik-cak gledali, preden smo šli umili zobe pa šli v posteljo. Ali pa ne vem, meni je par takih res zabavnih prigod bilo, da sem si mislil, da je bila moja družinska posebnost, potem pa vidim, da ste tudi vi dajali sladkor v navadni jogurt, pa jedli zobno pasto z okusom jagode, recimo, ne. Ali pa, ko ste dobili telefon unega Iskrana, vrtečo številčnico, sem podoživel svoje občutje, ko je ta telefon prišel v naš dom, ne. Neverjeten spomin imate, ali ste skozi pripoved dejansko potem odkrivali delčke teh podob pa dogodkov, a so vse te podobe z vami toliko časa živele? Najprej to, kar ste omenili, ne, gre v bistvu, to so bili časi, ko izbir zares ni bilo veliko, ne, vsi smo živeli bolj ali manj podobno, in gre za neke kolektivne izkušnje, za kolektiven spomin in zaradi tega se, jaz mislim, tudi toliko bralcev, bralk pač najde tudi v tem delu, se pravi v prvem delu knjige, identificira s tem življenjem takrat v času, to so bila 70-ta, 80-ta leta. Zdaj spomin, v bistvu
Par stvari je tukaj, se mi zdi, ki so vplivale na ta priklic. No. Ena je ta, ki sem jo že omenila, se pravi pisanje v sedanjiku. Ne. Ja, takrat je bilo vse tukaj, zdaj in v bistvu slike so bile žive pred menoj in prizori so se pred mano odvijali tako kot neki diapozitivi, kot neki diase, da bi gledala neke diase. Ne. In je bil priklic spomina prav zaradi tega pisanja v sedanjiku lažji in boljši. Druga stvar je pa, do tega bomo prišli, namreč jaz sem pri 14 izgubila mami, po njeni smrti je sledila tišina, o mami se nismo več pogovarjali doma in jaz sem v bistvu v nekem hipu se bala, da jo bom pozabila, ne? Da bom pozabila vse tiste dni, vse tiste trenutke, ko smo bili skupaj, da bom pozabila mami, ker včasih se mi je zdelo v tisti tišini, kot da je sploh ne bi imela zares. In zato sem si v bistvu vse te slike in dogodke časa, ko smo bili skupaj, vrtela v svoji glavi znova in si jih, jaz mislim, zapekla dobesedno vase, v svoj DNK. In uporabila sem pa tudi neke dnevniške zapise. Jaz sem pisala že kar zgodaj, no, tam recimo, kaj pa vem, mogoče 6. razred, 7 dnevnike. Zelo intenzivno sem pa začela pisati potem po mamini smrti. Ko sem prišla domov, mami ni bilo več, nisem mogla povedati, kaj se je zgodilo v šoli in sem potem zapisala v dnevnike, tako da imam te dnevnike vse shranjene in sem tudi iz tega črpala neke stvari, potem so fotografije, nekaj člankov, v glavnem to. No, sem pa želela povedati v bistvu svojo resnico, ne resnice drugih, tako da v bistvu svojega spomina nisem preverjala pri recimo sorodnikih, prijateljih, sosedih. In tukaj ja, je mestoma, potem ko je knjiga izšla, prišlo do določenih zadreg, če tako lepo rečem. V bistvu sem šele takrat razumela, kako je spomin subjektivna in selektivna izkušnja. In resnica je pravzaprav odvisna od tega, kdo jo pripoveduje. In vsak ima lahko malo drugačno resnico, lahko gre čisto za neke banalne stvari, kako se spomnimo nekih dogodkov, kdo je prišel, kdo je sedel tam, koga ni bilo. In mislim, da je tukaj zelo veliko vlogo igra v bistvu čustvena vpletenost, čustven odziv, tvoj čustven odziv na nek dogodek. Na podlagi tega se gradi tudi spomin in ja, pač nekateri se stvari zares spomnijo malo drugače, ampak jaz, se pravim, nisem preizpraševala svojega spomina, ker potem bilo to neka druga forma, niti ne bi bil več roman. V to toplo, ne sicer idealno, ampak na nek način vendarle brezskrbno otroštvo, v pripovedi kar kmalu začnejo vstopati podobe bolezni, nesreče in smrti. Prisluhnimo prvemu odlomku. Na Vojkovo pridejo tudi očetovi bratranci in sestrične. Včasih pride Marjeti, ki je zdravnica za otroke in ki ima raka na bezgavkah. Včasih rečete, spet se je ponovilo. Ali pa rečete, zamenjali so jo kemoterapijo. Beseda kemoterapija se mi zdi zelo strupena. Raka se bojim. Vidim ga, kako leze po Marjeti in jo je. Ne, ni žival, samo tako se temu reče, mi rečeš nervozno. Ko pride neko poletje Marjeti k nam, je v živo zeleni obleki krasna. Z Mihom, ki je zdravnik za rentgene, rečeta. Preselila se bova na Erjavčevo, na podstreho in poročila se bova. Potem je ne vidim nikoli več. Spomnim se samo, da nekega večera vsi sivi sedite za kuhinjsko mizo
in govorite o žili, ki ji je počila v glavi, in o kozarcu mrzlega mleka, za katerega je prosila malo pred tem. In še en odlomek, mogoče še bolj povedno, še bliže izkušnji Bronje kot otroka. Ko oče pride v sredo iz službe, je bil. Bronja, nekaj groznega se je zgodilo v Kaprunu, reče. Barbara in Patricija sta se izgubili v megli. Ne diham, samo čakam. Najprej so našli Patricijo, v razpoko je padla, tilnik si je zlomila. In potem še Barbaro, zmrznila je. Dada skrije obraz v dlani. O moj Bog, Bronja, a ni to Barbaro kar naprej zeblo? Ogromna kepa se mi nabira v grlu in se potem razvali po meni vse povsod. Zdaj, jaz sem ob branju dobil občutek, da so te podobe precej hipne, zelo hitro se pojavijo, potem izginejo brez nekega odmevanja. Zdi se, kot da sežejo v srce otroka, potem pa izginejo. A je res tako? Kako je Bronja kot otrok te smrti doživljala? Ja, to so bili v bistvu skozi moje otroštvo in to recimo zgodnjo mladost kar nekaj zelo, zelo travmatičnih izkušenj. Ne? In ja, jaz jih nanizam skozi roman, ne? Začetek romana izgleda kot neki drobni hipi, ne? Ampak ni bilo tako. To so v bistvu stvari, ki so ostale z menoj, ki so v meni še zdaj. Marjeti, jaz sem strašno rada Marjeti, v bistvu to je bila sestrična, očetova, pediatrinja in ta njena smrt in predvsem to, jaz sem takrat prvič slišala za besedo rak, ne. In to, v bistvu v otroški domišljiji, ne, ta beseda je grozna, ne, da ima nekdo raka, ne. Jaz sem si predstavljala zares, kako pač ta žival, členonožec, ali je členonožec, mislim, rije po Marjeti, ne, in se širi in v bistvu to so stvari, ki ja, so me spremljale zelo dolgo časa, enako tudi izguba mojih dveh prijateljic, Patricije in Barbare v hribih v Kaprunu. Jaz takrat slučajno nisem šla zraven, izgubili sta se v megli. Kar nekaj je še takih dogodkov v bistvu nanizanih skozi ta prvi del romana, pa ne samo zato, v bistvu, ker so pomembni v mojem življenju, ampak tudi v bistvu pomembni pri gradnji romana, ne. To, kar sem prej rekla, da sem razmišljala o strukturi, v stilu, ne. V bistvu, kako določeni hipi, ne, padcev, lomov, razpok, v bistvu pripravljajo potem neko ogromno razpoko, ne. Se pravi, vodijo do smrti mame, ne. In recimo več je takih trenutkov, recimo tudi, ki so mogoče na prvi hip, ko jih bereš, ne zvenijo tako, ampak potem, ko se zgodi mamin odhod, ne, in ko pomisliš nazaj, recimo vidiš, vsaj meni se zdi, no, zakaj so bile nekatere stvari napisane, recimo, jaz sem strašno rada brala, recitirala to balado, slovensko ljudsko balado o Lepi vidi, ne. V bistvu Lepi vidi in ta balada govori, se verjetno vsi poznate, o tem razkoraku med nekim hrepenenjem po eni strani in odgovornostjo, ne. To lepo vido, doma je imela bolnega otroka, odšla je z črnim možem na drugo stran morja, ne. In jaz sem to brala in vedno sem se bala,
da bo tudi moja mama šla nekam stran, na drugo stran morja, ne. Moja mama recimo je tudi mi pripovedovala oziroma pela, tako rada je pela mi pesem My Bonnie Lies Over the Ocean in enako, ne, ko mi je to pela, sem si mislila zares, ne samo, da sem to napisala, v bistvu sem se enako bala, ne, da bo šla. Še en tak primer, mogoče v bistvu najljubše rože moje mami so bile spominčice in tam v Stražišču, kjer je bila Dada doma in njen brat, veliko smo hodili tja na obisk okrog njegove hiše, je bilo cel travnik spominčic in spomnim se eno pomlad, ko smo bili tam in smo nabirali tiste spominčice in mi rekla, veš, spominčice so moje najljubše rože in forget me not se jim reče po angleško, zapomnim si forget me not. Tako da to so neki drobni kamenčki, ki sem jih pač nizala z nekim namenom. Kot ste rekli, ti drobni kamenčki so vodili do velike razpoke. To je bila mamina bolezen najprej in prisluhnimo zdaj prvemu odlomku, kako je Bronja pogledala v to veliko razpoko. Prisluhnili bomo odlomku trenutku, ko je morala mami na prvo operacijo. Ko greš je torek. Ko greš, moram do 12. rojstnega dneva še 5-krat spati. A boš nazaj do nedelje, zaopijem za tabo, kot odpeljejo. Vsi govorijo, Rok joka. Ne slišim, kaj mi rečeš, na sredi stopnic si že. Mami bo spala, nič je ne bo bolelo. Bojan in stric Vlado bosta pazila nanjo, rečem Roku zvečer. A misliš, da bo do nedelje nazaj? Ja, bo, reče Rok. Katero pravljico imaš rajši? O jari kači ali o steklem polžu? O steklem polžu, rečem. Samo tega ne razumem, zakaj bodo morali mami želodec odrezati, če ima rano. Zakaj se rana rajši ne zašije? Vprašam Dado za zajtrk. Dada ne reče nič. Popoldne rečem očetu. Zakaj se rana ne zašije? Oče reče, ne bodi preveč pametna. Čakam Bojana, da vprašam njega, ker on se najbolj spozna na te stvari, ampak Bojana ni. Bojim se, da ti bodo želodec odrezali po pomoti, ker se nobeden ni spomnil, da bi ti ga lahko zašili. Rok misli isto. In zdaj še en odlomek, ko se je družina brez mami, ki je okrevala po operaciji, podala na dopust na morje. Ko prideš domov, je tvoja postelja preoblečena. Prah je pobrisan, okna so pomita, pomit je tudi ventilator. Vse brisače v kopalnici so sveže, kuhinja se beli. Ko prideš domov, si slaba. Dale ti skuha čežano, govejo juho je skuhala že včeraj. Ko prideš domov, gremo jaz, oče in Rok takoj na morje. Gremo v prikolico v Rovinj, gremo še isto popoldne. Mami mora imeti mir, reče oče. Ti pa ne rečeš nič. Še vedno si daleč. Gledam tvoje črti od nosu do kotov ust. Globoki sta, bolj kakor prej. In tudi tvoje oči niso več iste. Kakor bi nekdo v njih zaprl luč. Na morju te pogrešam. Med našimi brisačami manjka tvoja, manjka mi tvoj trebuh. Ampak oče je zelo prijazen, zato te malo pozabi. Kupi nama Eurokrem in nama dovoli, da ga jeva z žlico. Če se skregava, kdo bo belo, ni jezen. Ko pijem kis iz paradižnikove solate, ne reče nič. Jemo veliko hrenovk in čevapčičev, sladoled dobiva več kakor enkrat na dan.
Dobiva ga na plaži in zvečer v mestu. Prvič nama kupi tudi žetone za tobogan in na tobogan griva lahko več kakor enkrat. Sončno kremo se lahko namaževa samo zjutraj in nič ne pogleda, ali sva se namazala tudi po ranah. Dobiva tudi raco na vrvicah. Vsak svojo, jaz rdečo, Rok rumeno. Vrvice so pripete na lesen križ. Ko ga premikava, raca premika noge in hodi. Raca premika tudi glavo. Ko pridemo domov, že sediš. V novi modri halji, v novi beli kuhinji. Oči so spet tvoje in usta tudi. Govorim ti, kako se oče ni nič jezil. Govorim ti o evrokremu, o sladoledu in o toboganu in o tem, kako se nismo veliko mazali. Vidim, rečeš in maješ z glavo. Ne jeziš se zares. Rok ti pokaže, kako lahko ena raca drugi voha rit in spet se smejimo. Spet si lepa in spet si moja vsa. Zdaj, za vašo družino je bilo značilno, da se z mamino boleznijo ni čisto odkrito soočila, saj kar zadeva vaju z Rokom. So vama resnost te bolezni, niso vama jo razkrili in so prikrivali vse do zadnjega trenutka. Nekaj tega se začuti tudi iz tega besedila. Zakaj je bilo tako, pa kakšne posledice je to pustilo na vaju z Rokom? Ja, v bistvu ne samo midva z Rokom, tudi mami ni vedela, kako zelo bolna je, ne. In v bistvu torej mami so resnico prikrivali, a ne. To je bilo leto, mami je zbolela leta 80, umrla je leta 84. In imela je adenokarcinom želodca, rekli so ji, da ima ulkus. In potem kasneje, zadnjo pomlad, ko je začel boleči hrbet, so ji rekli, da ima iščas. Skratka, kasneje, ko smo se pogovarjali ne z očetom, bolj v bistvu s stricem Bojanom in pa z Dado, no, sem nekako razložili, da so se tako odločili, tukaj gre predvsem za očeta, no, jaz mislim, da se je oče tako odločil, ker nekako je predvideval v mislu, da mami resnice ne bi prenesla. Da v bistvu ne bi prenesla, da je premila, prešibka in da te pač neozdravljive diagnoze nekako ne bi prenesla. Jaz to, da v bistvu sem na nek način celo hvaležna, da so v bistvu resnico prikrivali nama z Rokom do neke mere. Ker se pravi, med diagnozo in smrtjo so bila 3 leta in midva nisva vedela, kaj se dogaja in v bistvu imela sva 3 leta popolnoma brezskrbnega otroštva. Popolnoma brezskrbnega otroštva, zato ker ne glede na vse, ne glede na to, kako slaba je bila mami, na koncu, recimo, ja, zadnjih nekaj mesecev sploh, v bistvu v otroških očeh mama ne more umreti, a ne. To se me kasneje tudi, ko je bila knjiga v bistvu pri urednici, ko smo predelovali, kaj bi bilo še dobro dopolniti, popraviti, recimo, mi je tudi Špela Pavlič rekla, pa kako, a ne zveni verodostojno, da ti pri 14 letih ne veš, da ti je mama umirala. Sem rekla, ne veš, a ne. Ne veš, zato ker mame ne umirajo. Mame so ves svetom, so popkovina in ti kot otrok enostavno tega ne vidiš, ne moreš videti, a ne. In tudi kasneje, ko smo film delali, ko smo pisali scenarij, enako se je pojavil ta problem, da je to, sem rekla, ne, tega ne bomo spremenili, zato ker to jaz nisem vedela in pač psihologija otroka, vse tisti, ki se na to spoznajo, bojo vedeli več verjetno povedati, ampak skratka, v otroških očeh, v mislih otroka pač mama ne more oditi, ne more umreti, a ne. Problem pa je bil zame in še zdaj, je, ker so pač resnico prikrivali mami, a ne.
ker ne glede na to, s kako dobrimi nameni je bila ta laž izrečena, verjamem, da so bili nameni dobri, tudi časi so bili drugačni. Ne? Leta 80, mislim, da se je marsikatera diagnoza tudi prikrila pacientom. Ne glede na vse je v bistvu šlo še vedno za laž. In kasneje, ko sem se sama soočala s svojimi diagnozami, večkrat sem zbolela za rakom, je v bistvu dejstvo eno, da ti nikoli ne veš, kako se boš soočil s svojo boleznijo. Nikoli ne veš. Jaz sem 2-krat resno zbolela, ne vem, ali bom tretjič enako reagirala ali ne bom. Skratka, kaj šele, da bi odločil, kako se bo s to boleznijo soočil nekdo drug. In jaz mislim, da gre tukaj v bistvu podzavestno pravzaprav za prikrivanje, zaščitenje tistih, ki bi to resnico morali povedati. Ker jaz mislim, da je težje nekomu, ki ga imaš tako zelo rad, povedati, kako zelo bolan je, kot to slišati. In problem tega prikrivanja resnice je pa v tem, da ti s tem, ko ti vzamejo to pravico do resnice, ti vzamejo pravico, ti vzamejo v bistvu tvoje dostojanstvo. Ti vzamejo dostojanstvo, vzamejo tvojo identiteto. In ti nisi več ne gospodar svojega življenja, niti gospodar svoje smrti. In tako neveden, to enako se je izkazalo kasneje, ko sem zbolela. In ko sem videla, kako v bistvu, kaj vse zmore človeško telo in glava in in vse, tako neveden, ko ti ne veš, koga imaš na drugi strani, ko ne veš, proti komu se sploh boriš, v bistvu nimaš možnosti, da se v tebi aktivirajo vse neke skrite sile, vsi potenciali, ki jih imamo v sebi vsi in se aktivirajo takrat, ko nam gre zelo za nohte, ko nam voda zaliva usta. In mogoče bi se končalo enako, mami ne bi bilo, izhod bi bil isti, ampak mislim, mene strašno obremenjuje v bistvu še danes, to, da mami možnosti sploh imela ni. V bistvu to možnost so ji odvzeli in ta problem, ja, in to je problem, ta problem resnice me je še zlasti obremenjeval potem, ko sem sama zbolela. In jaz sem zbolela ta prvič leta, se pravi 89, pri 20 Hodgkinov limfom. In jaz hočem pač vedeti vse, tudi če to vse zelo boli, ker resnica je zame res ta prvi korak k sprejetju bolezni in v bistvu resnica mi daje neka trda tla pod nogami, trdo podlago, od katere se lahko ženem naprej v iskanje rešitev. In če je ta podatek napačen, izhodišče napačno, v bistvu gre tudi iskanje vseh rešitev v napačno smer. Zato jaz čez vse je zame ta resnica. Zdaj sem bila zelo dolga, ampak ja. V redu. Smo še vedno znotraj časovnih okvirov. Okay. Gremo naprej v čas po slovesu od mami. Prisluhnimo odlomku, kaj se je zgodilo, ko ste prišli domov s pogreba. Ko pridemo domov, Rok pospravi svojo sobo. Prvič sam pospravi svojo sobo. Pospravi zvezke, svinčnike, albume z značkami in albume s slikicami, ovitke od bombonov, olupke od banane. Pospravi vse, tako, kakor bi ti bilo všeč. Zvezke v predale, svinčnike v zeleni avto, albume na police, olupke in papirčke v smeti. Z luči obriše prah in z okenske police tudi. Miza je prazna. In potem po tleh razgrne časopis in gnete plastelin. Vse barve zgnete v eno samo kepo, v eno samo veliko rjavo kepo. Kako si priden, Rok, reče Dada. Kako lepo se igraš. Kaj pa so te škatle iz plastelina na mizi? Kako lepo v vrste si jih zložil. Krste so to, reče Rok, vesel, ker je pohvaljen.
Še križe naredim, pa bom imel čisto svoje pokopališče. O, Bog se nas usmili, zakriči Dada in steče po očeta. To je poletje, ko ostaneva brez tebe, ko ostaneva brez plastelina in ko ostaneva brez rjavih in črnih flomastrov. Ko sem sam prebral ta odlomek, nisem mogel verjeti, kajti tudi v našem življenju je bila ena vzporednica, namreč bližnja sorodnica Ivankina nečakinja, mislim, da je stara takrat 6-7 let, ki je imela možnost biti ob našem slovesu, od moje žene, tako rekoč od nekaj ur po njeni smrti pa vse do pogreba. Je naredila isto 2 dni po pogrebu. Iz Lego kock je sestavila, zgradila grob s križem in mene je res stisnilo zaradi tega, no, ker ko sem prebral, kaj se je zgodilo z Rokom in bil hvaležen, da smo s sorodniki z deklico uspeli skomunicirati drugače. Ob tem odlomku bi vas zato prosil, no, da nam poveste nekaj, kako je bilo z vami, pa tudi z Rokom po mamini smrti. A ste se umaknili vase? Ste želeli govoriti o tem? Vama je bil na poti prebolevanja kdo v posebno pomoč? Ja, mogoče nekaj besed o tem. Torej, jaz v bistvu žalujemo različno, ne. Jaz mislim, da ni veliko skupin ali pa veliko vzorcev, ampak vendarle se razlikujemo. Recimo jaz sem po smrti mame se želela pogovarjati o mami čim več, karkoli. Od malenkosti, ne vem, ko sem prinesla ajvar na mizo, ko ga je ona delala še prejšnjo poletje, pa sem se hotela v tistem ajvarju pogovarjati. So se hitro pogovori obrnili nekam drugam. Rok pa ne. Rok pa v bistvu, kadarkoli sem želela z njim kaj o mami spregovoriti, je vsakič rekel, Bronja, dajva se pogovarjati nekaj drugega. Se pravi, jaz sem bila takrat stara 14, skoraj 15, Rok je bil star pa 11. Zdaj, in kar se mene tiče, jaz lahko govorim pač zase, a ne. Zame je tišina ob taki izgubi najslabša možna pot, a ne, ki žalovanje zelo zaplete in moje žalovanje za mami je ta tišina zelo zapletla, ker namreč razrasle se v tebi in tudi v meni se je v neko praznino, ki sem jo poskušala zapolniti na najrazličnejše možne načine skozi gimnazijsko obdobje, čeprav sem že takrat vedela, da se te praznine pravzaprav zapolniti ne da, ne. In izguba, ki je ne obžaluješ, se zareže vate še globlje, kot bi se zarezala sicer in spreminja tvoj značaj, tvojo identiteto. In jaz leta po smrti mame, skozi celotno gimnazijsko obdobje, pa še v bistvu še na prehodu na faks, niti nisem bila Bronja Žakelj, ne, jaz sem bila Bronja brez mame. To je bilo vse, kar je bilo pomembnega v meni. Sem pa, tudi ko sem bila vzgojena, jaz sem to pravilo tišine doma pač sprejela, zelo hitro sem sprejela, če se niso pogovarjali, sem se jaz pač nehala pogovarjati. Zelo hitro sem pa razumela, da v mamah, kaj šele v mrtvih mamah, ne moreš govoriti tudi v šoli, a ne, pri 14, 15. In v bistvu najmočnejši občutki iz tistega časa, ki me spremljajo, so bili občutki izoliranosti in pa občutki sramu, ne. Zdaj ne vem, a se to sliši čuden, ampak sramu zato, ker sem bila drugačna, ker ti želiš biti v najstniških letih taka, kot so vsi drugi, a ne, želiš imeti iste superge, isti, ne vem, pulover, frizuro in želiš imeti tudi mamo, ne, mamo, ki, ne vem, postavi čips na mizo, ko pridejo sošolci na obisk, ali pa mamo, ki pride na roditeljski sestanek in zato sem se izogibala
v bistvu vsem trenutkom, kjer bi lahko tudi jaz srečala pravzaprav druge mame, recimo, in zato mi je bilo nezamisljivo, da bi šla na maturantski ples, ker si nisem mogla zamisliti polne festivalne dvorane mam brez moje mame, ne. Skratka, žalovanje pravzaprav je bilo v tem obdobju zame zelo zahtevno in na nek način, slišala sem pa ničkolikokrat, ne, to je pa v bistvu, kar je mogoče pomembno, ne, povedati, to zapostavljenost otroškega žalovanja ali pa mladostniškega žalovanja. Otroci in mladostniki žalujejo drugače, kot žalujejo odrasli, ne. In tudi jaz sem žalovala, čeprav sem imela takrat prve fante, hodila ven, sem imela v šoli probleme, vsaka žurka, nisem spustila po moje niti ene. Skratka, bila sem povsod, in slišala ničkolikokrat, ko so rekli, kako se Bronik k sreči nič ne pozna, ne. In v bistvu še tik pred izidom pravzaprav knjige, ki sem pisala rokopis, je prišel oče do mene, vprašal, kaj delaš, sem kaj nič pišem, in sem mu, takrat je bilo 35 let ali koliko, prvič sva se sploh pogovarjala o mami, sem rekel, veš, pišem mami, pripovedujem, sem rekel, veš, meni je bilo zelo hudo, ko mami ni bilo več, in zelo dobro se spomnim vsega, ne. In je rekel, popolnoma nič hudega sluteč, oziroma nič slabega ni sploh mislil, ne. Je rekel, kaj je bilo tebi hudo, ne? Saj ti si bila še otrok, meni je bilo hudo, jaz sem zraven nje spal, ko je umirala, ne. Skratka, je šlo za neko popolno nerazumevanje tega loma, tektonskih premikov, ki jih taka izguba prinese s seboj, ne. Sem pa kasneje, potem ob žalovanju za Rokom, torej bratom, ki sem ga izgubila, padel v hribih za Dado, v bistvu takrat je bila pa smrt v meni že toliko premišljena, udomačena, zaradi vseh teh izkušenj z mojo boleznijo, v bistvu ravnala pa sem drugače in žalovala pač na svoj način. 5-6 let po mamini smrti, v času vašega študija je potem rak zgrabil še vas. Jaz sem tle pripravil zdaj množico vprašanj, pa ne pričakujem, da na vsakega odgovorite, morda na tistega, ki vam bo prebudil najbolj jasen odgovor. Kakšna je 20-letna Bronja, ko se sooči tudi s svojo diagnozo? A vas je strah zaradi izkušnje maminega raka ohromil? Ste bili jezni in obupani, da je rak vklenil tudi vas? Kje ste tako rekoč v vaših najlepših letih našli moč za spoprijem z boleznijo? Kdo vam je bil najbolj v podporo, da ste zdržali? Ste kdaj občutili popolno nemoč in samoto? Zdaj se nisem vsega zapomnila. Ja, tisti, ki enega, dva, ki največ prebolite. V bistvu spraševala se nisem nič kaj prav zelo veliko o tem, zakaj jaz, recimo, to so tipične take stvari, zakaj jaz, tudi jezna nisem bila nič. V bistvu se nisem ukvarjala s stvarmi, na katere nisem imela odgovorov, ne, ali pa na katere pravzaprav nihče ne bi mogel dati odgovora, ne. Ker to so neka retorična vprašanja, ne, zakaj si zbolela, lahko si misliš, lahko, ne vem, en cel kup razlogov je lahko ali pa tudi ne. Skratka, se nisem ukvarjala s temi nekimi razmisleki, na katere nisem mogla dobiti odgovorov, ampak sem se zelo hitro, jaz mislim, da mi je najbolj pomagalo, no, od vsega, če razmislim, to, da sem jaz to svojo bolezen in svojo diagnozo zelo hitro sprejela. Se pravi, da jaz sem zelo izjemno hitro sprejela resnico, sprejela tisto, kar se mi je že hip pred tem, ampak res hip pred tem zdelo popolnoma nesprejemljivo. Jaz sem takrat ravno prišla iz Londona, tam sem bila au pair, par mesecev, bezgavke sem imela že zatečene in tlele pod ključnico in tukajle
Skratka, in takrat sem pomislila, kaj pa če to slučajno rak, ne, in sem mislila, da to ni šansa, ne, da bi jaz to zmogla, prenesla in tako, ampak potem, ko so rekli rak, je pa, ja, torej, hitro sprejetje in ko govorim o sprejetju, v bistvu govorim o ponotranjenju, ne, da ti bolezen vzameš in jaz sem jo vzamem za svojo, za del sebe in da se z njo sprijazniš. To se mi zdi, da mi je pomagalo in ko ti raka vzameš za svojega, ne, se v bistvu je to tako kot z vsako drugo stvarjo, ki je tvoja. Ne. Tistega, kar je tvoje, se manj bojiš kot nečesa, kar je tuje, kar ne poznaš. In to čeprav zdaj so nekateri pravijo, da bolezni ne smeš sprejeti in tako naprej, pač jaz mislim drugače, ne, in da je to predaja, ampak zame to ni predaja, ne, zame gre v bistvu tukaj za preprosto sprejetje dejstva, na katerega v nekem določenem trenutku nimaš vpliva, ne. In to mi je vedno prineslo mir in odneslo velik del nemira in tesnobe, ne. In jaz mislim, da je dobro tega bika zagrabiti, če tako rečem, ali pa raka za klešče čim prej, ne, ko pridirja in v bistvu ga ukrotiti, ga udomačiti in si na ta način zagotoviti en približek miru ali pa približek nekega, vsaj približek enega varnega okolja in da imaš ti občutek, vsaj občutek, da imaš vajeti v svojih rokah, a ne, da ti vodiš to igro, da si ti gospodar, da ti vodiš ta ples, a ne. To mi je recimo najbolj pomagalo. Kar se pa tiče ljudi, je pa, torej, mami takrat ni bilo več, jaz sem bila tukaj Dada je bila opora moja, sicer ni toliko hodila z mano na onkološko, sem v bistvu hodila sama pa s svojim fantom, takrat 14 dni sva se poznala, Urbanom, ki je bil še celo 2 leti mlajši od mene, ampak je neverjetno intuitivno vedel, kako nekako mi pomagati in se z mano pogovarjati. Dada je pekla puhanega piščanca doma, pa mi je pol Urban tega piščanca nosil, kupovala pomaranče, na tone pomaranč sem pojedla tisto leto. Se pravi, Dada, Rok je bil star 16 let, ne, tako da on je bil v nekih svojih vodah, Urban in pa moja zdravnica. Če se mogoče, ko smo prej govorili o resnici, ne, kako pomembna je resnica zame. Moja zdravnica recimo mi ni nikoli rekla: Bronja, pozdravila te bom. Ona je rekla: Bronja, naredila bom vse, da te pozdravim, a ne, in v tem je ogromna razlika in zato sem jaz brezpogojno zaupala in ta brezpogojno zaupanje v tako zahtevnem procesu zdravljenja je izjemno pomembno, a ne. Še zlasti, ker so doma v bistvu pravzaprav izgubili upanje, ne. Oče je izgubil upanje, oče je mislil, da se ne bom pozdravila, v bistvu najprej, ko sem imela 2. stopnjo, je še nekako verjel, da bo šlo, ko pa so z nekimi dodatnimi diagnostičnimi metodami odkrili, da ni drugi stadij, da je 3., sem ga pa slišala pač, da je po telefonu, takrat smo imeli tiste telefone, ko smo v vsaki sobi en plastičen telefon, skratka prisluškovala njegovemu pogovoru z mojo teto Marino, ki je pulmologinja, pač da me do naslednjega božiča ne bo več, a ne, do naslednjega rojstnega dneva ne bo več. Jaz sem tisto poslušala, sem štela mesece, koliko imam še mesecev. Skratka, da noče kemoterapije, da noče obsevanja in da ne doma umrem tako, kot je doma umrla mami, ne. In prav zaradi tega, ena izmed stvari, no, je prav zaradi zaupanja moji zdravnici, sem jaz takrat, ko so me probali odviti na neke bioenergetike, Brojsove metode, pesine sokove, ne vem kakšne kapljice iz Kitajske, sem spakirala svoje stvari v ruzak in šla na onkološki inštitut. Ja, ta odnos je izjemno pomemben, zdravnik-bolnik, a ne, ker to ni dogodek, je proces in videla sva leta ostali v bistvu, ja, v nekem lepem odnosu, no.
Kar pa hočem, kar ste mi še vprašala, ne, ljudje, je pa tako, ne, da je bolezen v bistvu dobro je in izjemno pomembno je jasno podpora ljudi okrog tebe, ne. Zdaj, ni tukaj pomembno, koliko je ljudi ali pa da jih je veliko, ne. Lahko je dovolj samo eden, a ne, samo da je tisti človek ta prav, ne. Je pa tako, ne, da, saj jaz to tako gledam, mogoče, ne vem, ampak bolezen je samotna pot, a ne, in ko si ti bolan, hodiš nekje po robu in tam po robu ljudi ni veliko, ne, redko koga srečaš, še redkeje gre nekdo s teboj en kos poti, ampak ko pa gre, ne, je pa to tako zelo lepo. To so bile zdaj besede zrele Bronje z velike časovne distance, zdaj bomo pa prisluhnili še Bronji v Sedanjiku. Dnevi so potem čudni, vsak je drugačen. Največkrat mislim, da bo šlo in da bom enkrat spet zdrava. Zaupam si, mirna sem, čisto notri v sebi, globoko v trebuhu sem mirna. Takih dni je veliko. Ampak včasih me je tudi strah, zelo strah. Včasih se strah vame splazi počasi in obtiči tam nekje, kjer bi moral biti zrak. Spet drugič pa butne vame sunkoma. Me preseneti, spodnese, spodreže. Ko grem po ulici, ko se peljem na avtobusu, ko so obiski. Včasih se to zgodi in takrat so moje noge hrome. Takrat rečem, strah me je, da bom umrla. Ali pa rečem, kaj pa, če ne bo šlo? In takrat drugi, skoraj vsi drugi, vedno hitro rečejo, ne govori tega. Ali pa rečejo, seveda bo šlo, pozdravila se boš, samo močna bodi. Težko poslušam te stavke brez vsebine. Vem, da me hočejo tolažiti, ampak kaj pomenijo te besede brez pomena? Kaj pomeni biti močan? Kaj je sploh to? In kaj bo, če jaz te njihove moči nimam dovolj? Mar tudi to, da se bojim, pomeni, da sem brez moči? Se ne bom pozdravila, če me je včasih strah? Kar še en odlomek. To je večer, ko ostanem sama. Sama s svojo tretjo fazo. Oče ne upa več z menoj, niti z menoj več ne verjame. Bomo z enim klicem ne obstaja več. Skrčil in zmanjšal se je, od njega je ostal le bom. Sama sem v krču, v popolnem krču, a ta grozni večer, ko misli v glavi blaznijo s hitrostjo, kot lahko blaznijo le misli, bolj kot kadarkoli prej verjamem, da se bom lahko rešila. Ne vem zakaj, ne vem, odkot prihaja vse to, ampak še nikoli se nisem počutila tako živo, kot se počutim ta večer. Zato jim ne morem pustiti, da me predajo. Zato jim ne morem pustiti, da rečejo konec. Ker nocoj vem, gotovo in močno vem, da svetla slika mojih pljuč še ne pomeni konca in da svetel grozd v mojem trebuhu tudi še ne pomeni konca. Ker jaz vem, kaj je konec, ker ko je konec, so te odnesli, v temo zaprto. Danes pa v meni še vse tako zelo buta in tolče na vso moč. Vse v meni žari in hoče naprej. Hoče več, hoče še, hlastajoče hoče vse. Bom, napišem v svoj dnevnik, preden zaspim. Bom že. Tako, ko ste se potem rešili raka, ko ste ozdraveli, smo približno na 3/4 knjige in bralec ima občutek, da je dovolj, da je življenje že dovolj nasulo, bolečine, trpljenja in smrti pa ni bilo tako. Bronjina zgodba je še naprej zaznamovana z izgubami. Papir veliko prenese, ste pa v uvodu v tole zadnjo izdajo, filmsko izdajo knjige, zapisali
da mogoče niti ni tako. Nekje ste zapisali, da vas je bilo strah, da pravijo, da je za dobro knjigo v vaši ena smrt preveč. Kajti soočili ste se potem s smrtjo Roka, ste že povedali, ne? Je umrl v nesreči v hribih. In pa potem ste se poslovili še od babice Dade, ki je bila seveda več kot babica, ne, živela je z vami od vašega otroštva v skupnem gospodinjstvu. Ampak čeprav bi rekli ena smrt preveč, pa sem jaz v branju romana dobil občutek, da je imela smrt vaše babice Dade nenadomestljivo mesto, kajti šele od nje ste se imeli namreč možnost lepo posloviti in je na nek način, vsaj jaz sem tako doživel, v drugi luči potem osvetlila tudi vaše slovo od mami in Roka. Nam lahko kaj poveste od slovesa o Dade? Ja. Torej, Dada, ko je padel Rok, ne, v hribih, je na nek način v svoji kuhinji padla tudi Dada, ne, simbolično padla tudi Dada. In ta pok, lom, razpoka, ki je takrat nastala v njej, se ni nikoli več zaprla in Dada se nikoli več ni bila taka, kot je bila predtem, ko je nosila pravzaprav na svojih ramenih življenja vseh nas, ne, in vseh izgub. In je bila moja prva opora in pravzaprav moja najboljša prijateljica. In ko je umirala Dada, dobila je atipično pljučnico, voda je zalivala pljuča, in rekli so mi, naj ne hodim tja, da bo smrt težka, da to ni tako kot v filmu, da ne zapreš samo oči, pa zaspiš, pa te ni. In da bo to ostalo z mano, da ne grem. Ampak sem v bistvu, tako kot sem v bistvu po smrti Roka poslušala sebe in sem smrt Roka obžalovala na svoj način, sem tudi tokrat poslušala v bistvu sebe, svojo intuicijo in šla k Dadi. In že tako sem bila ves čas pri njej, ampak prav ta dan, a ne. In jaz v bistvu slabo prenašam v resnici take najmanjše odrgnine, reze in tako naprej. Nisem najboljša v teh rečeh in slovo Dade, smrt pravzaprav Dade res ni bila lahka, ampak v bistvu to je bil trenutek, približek enega največjega miru ali pa spokoja pravzaprav v mojem življenju. Da sem bila lahko vsaj v Dadi, da sem jo držala v naročju, ko je zdrsnila tja čez rob in da sem bila vsaj v Dadi lahko v trenutku, ko je za mene več ni bilo. In neskončno sem hvaležna pravzaprav za ta trenutek in tudi mogoče tudi zaradi tega je bilo nekako ne samo slovo, ampak tudi žalovanje za Dado, bom rekla lažje, ampak v bistvu, ko greš ti skozi vse te faze umiranja in smrti in potem vse, kar sledi po smrti, a ne, skozi celoten proces, tako kot naj bi se šlo, kar v današnji družbi ni več običaj, a ne. Umira se v samoti, v bolnicah, v domovih za ostarele, nikogar ni zraven. Skratka, je bilo to tako slovo, no, kot se mi zdi, da se je dobro posloviti od nekoga, ki ga imaš tako zelo rad. Rad bi, da na tem mestu še nekaj povemo o Dadi, zato ker je ta dogodek povezan z našimi kraji, pa ker bi se kaj lahko zgodilo, da Dade ne bi bilo in s tem tudi vaše mami
in tudi vas. Namreč Dada je bila partizanka v partizanih in je padla v zasedo skupaj še z, mislim, da 3 tovariši, ne, na poti z Gabrške gore proti Lubniku, na stari Lubniški cesti. Ne. In 2 sta bila ubita, Peter Kavčič in pa Danila Kumar. Mi smo ravno za letošnjo veliko noč šli do doma peš na Lubnik in sem prav posebej opazoval ta 2 spomenika. Vaša babica se je pa rešila. Ne. Tako da lahko, če bomo kdaj po tej cesti hodili, obudimo spomin, da je življenje jo ohranilo, da je Božja previdnost ohranila in da smo zato tudi lahko danes z vami tukaj. Zdaj pa še k zadnji etapi mojih vprašanj. Prej sem rekel, da je po slovesu od mame bilo vaše življenje zaznamovano še z izgubami, najbolj seveda z Rokom in Dado. Na nek način sem pa jaz bral, da tudi z izgubo očeta in pa starega očeta, dedka. Očeta mislim v tem smislu, kot ste že sami rekli, no, da te poti ni zdržal z vami, da se je tudi že malo po mamini smrti, po ženini smrti umaknil, potem pa tudi nekako sredi vaše bolezni. Ste ga pa zelo, zelo iskreno opisali v romanu. Kako se je ob tem oddaljevanju na nek način od očeta razvijal vaš odnos z njim in kako je pa oče sprejel, da je v romanu tako neposredno opisan? Ali je vam dal dovoljenje za to ali je moral dati žegen, ker je res iskreno? Ja, ta odnos z očetom je kar tako, kako bi rekla, kompleksen, ne. Je pa tako, ne, zdaj oče moj, v bistvu jaz ga nikoli nisem, mislim, ne vem, če beseda obtoževala prava, ne v sebi, ne v romanu, ne v filmu. Jurij Zrnec se mi zdi, da ga super odigra, ampak zato, ker pač on preprosto, ne da ni hotel, ali pa da mu ni bilo mar, ne. In v to sem pač prepričana, saj o tem ne govoriva, ne, ampak enostavno ni zmogel, a ne, ni zmogel. Zdaj, razlogov za to je več. Pač ni imel orodij, a ne, s katerimi bi si lahko pomagal, stal mi ob strani skozi vse stvari, ki so prišle v življenju, ne. Neki je karakter, neki so družinski vzorci, okolje, s katerih izhaja zaprtost, karkoli, ne. Pač enostavno v nekih teh ključnih trenutkih ni zmogel. Moral bi, ne, zdaj vem, prej nisem vedela, šele zdaj, v bistvu, ko smo se začeli pogovarjati na teh večerih, pa sem, v bistvu po izdani knjigi, ne, mi je šele postalo jasno, so to prav hecen, ne, kako se stvari. Skratka, moral bi, ne, kot starš, ampak zmogel pa ni. V bistvu tudi to, ne, da recimo, da je on ni vedel, dokler ni prebral rokopisa. Jaz sem rokopis podarila za Božič takemu zelo ozkemu krogu svoje družine, med drugim tudi očetu, preden je bila jasno knjiga, ne. Mislim, da je bilo 5-6 ljudi, kaj takega. Skratka, on je takrat v tem rokopisu prvič prebral kar veliko stvari, ne. In ni vedel recimo tudi to, da sem jaz slišala ta pogovor med njim in teto Marino, a ne, da me na nek način predaja, a ne, oče, in še cel kup drugih stvari. Rekel mi ni nikoli nič, jaz sem samo to partnerko njegovo vprašala, sem rekla, pa ti kaj veš, a oče je bral, ne, a bere sploh, toliko sem mu dala, ne. Je rekla Tanja, ja, da je bil 2 noči do 4 zjutraj s tistimi papirji v rokah. No, ampak skratka, rekel mi ni nič. Ko sem pa zbolela drugič zares oreng, to je bilo leta 2018, adenokarcinom na izvodilu trebušne slinavke,
in imela zelo zahtevno operacijo po viplu. Je pa v bistvu v tistih dneh na intenzivni, najprej na intenzivni in pa še potem skratka stal pri meni priliman ob posli, ne, s tem, da ga prej na Onkološki inštitut leta 1989 ni bilo, ne. Skratka, je stal pri meni in to je bil njegov način nekako, ja, kako je poskušal popraviti, ne, tisto, kar se je zgodilo 30 ali koliko, 35 let nazaj. In tudi potem, ko sem prišla z bolnice, mi je nosil 1 mesec pa pol sokove in kuhal kosila in juhe in skratka je skrbel zame, no. In to je njegov način. Ko je v bistvu Beletrina se odločila, da bo knjiga izdana, sem želela dobiti pravzaprav samo zeleno luč očeta, ne, ker mislim, itak se mi je zdelo, da ni nobenih stvari, ki bi lahko kogarkoli prizadele, ne, čeprav se je potem kasneje izkazalo, da nisem imela čisto prav, ne. Ampak zeleno luč sem pa želela dobiti od očeta, ne, tako da sem šla takrat k njemu, ko je Beletrina rekla, da bo knjigo objavila, ne, sem rekla, glej, ti zdaj knjigo, ti boš glavna zvezda, knjiga bo objavljena pa to. Ni se glih prav zelo režal, kateri ste brali knjigo, gledali film, klel je ne, po dolgem in širokem, ampak na koncu je pa vseeno rekel, da ne knjigo, da ga briga, tako rekel, da ga briga, kaj bodo drugi mislili o njem in da ne knjigo kar objavim. Pa rekel mi je že celo, da še kaj napišem. Tako da to je zelo velika gesta, še zlasti, ko sem šla novinarstvo študirati, pa FDV, oziroma takrat je bil še FSPN, že to je bil problem, pa pol to novinarstvo, je rekel, sem da nas našel Cajtange dala, no zdaj pa ima knjigo, pa Cajtange, pa film, pa tako naprej, skratka, je kar trpežen, no, požirovsko trpežen, no, kaj bi rekla. Drugače pa ni v bistvu prav knjiga in film niso ravno teme, o katerih govorimo pri kakšnem kosilu ali kaj takega, če kadar pridem na obisk. No, ampak skratka, ta knjiga je takrat izšla, sicer to navdušenje njegovo je potem padalo približno sorazmerno z uspehom knjige, več je bilo naknade, pa več je bilo prodanih knjig, manj smo se o knjigah pogovarjali, pa je prišel še film, ne, sem rekla, zdaj pa še film, no, pa tako. V glavnem, se ne pogovarjamo, ampak očitno pa spremlja nekaj stvari. In ko smo snemali film, jaz sem takrat neki intervju je bil, nekaj sem, ne vem kaj, govorila skratka, da iščemo opremo za roka in kako je težko najti alpinistično opremo iz 90-ih in to, no, v glavnem me je poklical in je rekel, vidim, da jamraš tule po Cajtangih, da po Cajtangih jamraš, da nimaš opreme za roka. Je rekel, pa ti veš, da imam jaz v Kevdru 2 borši rokove opreme, da imam punčko za srečo in pas in oponke in majice in vse, prid, bom dal za tale vaš, kaj je, film, pa še, da vsaj rok ne bo oblečen v kakšna jajca, ne, to. V glavnem in jaz sem potem prišla, vzela te 2 borši, nesla na snemanje, to je bilo 2 dni, preden so se začeli snemati te prizori alpinistični, tako da je glih ujel, tako da je rok v bistvu v filmu, filmski rok, ki je boleče podoben mojemu zaresnemu roku, Žiga Corlje je izrezan rok, oblečen v te rokove zlizane majice in na sebi ima tudi ta pas plezalni in vse oponke, ki jih je imel Rok takrat tistega julija, ko je padel. Pa še nekaj mi je rekel takrat oče, ne, je rekel, lej, ti veliko govoriš pa dokvakaš vse okrog, ne, ampak tudi jaz mislim na mami in na Roka in na Dado, samo vsak žaluje drugače, ne. Tako da to so te hipi bližine med nama. No, potem sem ga povabila na premiero, najprej me je grozno že skrbelo, ker je bila svetovna premiera je bila v Sarajevu, ne, na filmskem festivalu in sem mislila, da bo to cel cirkus, ker vse, kar je dol južno od Kolpe, je to za njega je to katastrofa. Če bi bilo na Dunaju, bi bilo še v redu, dol pa groza, ne, ampak je kar tisto nekako preživel.
ta Sarajevo Sončni rekel, pa sem pa rekla, no zdaj slovenska bo pa na Lifu v Cankarjevem domu, a prideš, te povabim, ne. Pa je rekel, da on ta film gleda že 50 let in da mu ni treba še v kino hoditi. Tako da, zdaj ne vem, zdaj ve, da je v soboto na Popu, ja, po televiziji, a bo gledal ali ne, po svoje pa tudi v resnici ne vem čist, a bi bilo fajn, da bi gledal, pa še enkrat podoživljal, pa mami, pa Roka, pa ne vem, mislim, on se v teh stvarih ne pogovarja, razmišlja, ja, ampak pri sebi, tako da ne vem, no, tako, kaj je bilo še vprašanje? A je bilo še kaj? A to? Vprašanje je še zadnje, še z drugim očetovskim likom. Verjetno ste na to mislili, ne? Namreč en očetovski lik je navzoč v vašem romanu, ampak na poseben način navzoč je v bistvu s svojo odsotnostjo. Tvojega očeta v našo kuhinjo ni. V romanu zapišete svoji mami, ne? In o Lojzetu se pri nas ne govori skoraj nič. To se pravi, Dada, vaša babica in Lojze, sta se razšla, ko je bila vaša mami še majhna deklica. 7 let stara. Dokončno pa sta prekinila mami, pa pač Dada, z Lojzetom stike z njeno poroko, ne? Ja. Zdaj razumeti je, da je tudi v vašo družino zarezala ta povojna razklanost našega naroda na nek način. To se pravi, vaš dedek je bil partizan, po vojni visok funkcionar, mama se je pa poročila z vašim očetom, ki pa prihaja iz drugačnega konzervativnega krščanskega okolja. Ampak v romanu je izredno močno čutiti Bronino hrepenenje po srečanju s svojim dedkom. Kako sta se na koncu vendarle našla in srečala? Ja, ta odsotnost dedka, jaz sem si strašno želela imeti še enega dedka, ne, poleg tega v Žireh še enega. In njegova slika je bila v bistvu skrita pod mojo posteljo otroško, ker noč zabasali. Z Rokom sva jo vsake toliko časa ven potegnila, strašno nama je bilo všeč, ker imam tole kapo partizansko pa to gor. Ampak sva bila jezna, ne. Jaz sem si želela ga videti, Rok je bil pa jezen, ke ga ni, ne, in vem, da je, in to sliko imam jaz zdaj doma, je potem enkrat s šestilom, Jakac je narisal to sliko, s šestilom takole naredil, ke je v podpis Jakca, da je zmrcvaril tisto sliko, no, tako kot, ja, jezen je bil, ne, ker ni bilo Lojzeta nikoli naokrog, mene sploh spoznal, niti Roka, ne, nismo se videli, v bistvu, ja, ni naju poznal, no, skratka. In ta odsotnost je bila zame zelo boleča, za mami itak, šele zdaj vem kako. In jaz sem si ga ves čas želela spoznati, po mamini smrti se nisem upala. Bilo je nekaj trenutkov, ko bi lahko prišla do njega, pa se nisem upala. Bala sem se, v bistvu sem se bala zavrnitve, no. In leta in leta sem nekako čakala, kdaj bo tisti pravi trenutek prišel. In je prišel, ko sem bila stara, se pravi, čakaj, kaj je bilo to, 45 let, mislim, da prav za rojstni dan, ne. Mislim, da je bil 45, čakaj, to je bilo leta 2015, 46. Skratka, zbudila sem se zjutraj in se mi zdelo, da danes je pa ta pravi dan, da grem jaz Lojzeta poiskat. In sem šla v bistvu na Lipoglav, kjer je imel on svojo hišo. Hiša je bila zapuščena, prazna, oziroma sploh nisem mogla do hiše, no, ker je bilo to vse nekako tako vgrajeno, nekako ogromen park okrog in to pa neka hiša, kot neka stražarska hiša je bila tam. Skratka, tisto nisem mogla nikamor nič dobiti nobenih informacij in potem sem šla do prve sosede. In se predstavila in rekla, da išče svojega dedka. In ta soseda je poznala vso zgodbo.
me je povabila najprej na en borovničev štrudel, se je hitro zrihtala, neki frizure narihtala in rekla, zdaj pa greva v avto. Smo se usedli v avto, jaz sem šofirala, ona je pa molila vso pot od njene hiše pa do Lojzetove. Je bil namreč v domu za starele v Notranjih Goricah, skratka iz Lipoglava do Notranjih Goric. Ona je samo že brala, molila in potem so prišli na tisti parking in je rekla, zdaj pa ti tukaj počak, jaz grem gor v izvidnico in bom jaz, da pripravim teren. In tako, kaj je vedela, kako je Lojze zakompliciran. Skratka, in potem je prišla čez 15-20 minut dol in je rekla, lahko greš. In sem šla. Ja, in srečanje je bilo zelo ganljivo, res zelo ganljivo. V bistvu, jaz sem, pravijo mi, no, da sem podobna mami, in tako je držal obraz v svojih rokah, in mi je rekel, taka si Kamita, kje si bila vsa ta leta. In tako se je v bistvu najina pot začela in v bistvu skupaj sva bila 4 leta. 4 leta, malo, ampak vseeno dovolj, da sva bila skupaj dedek in vnukinja. In ne glede na to, tako kot ste rekel, ne vem dobro, zakaj je prišlo do tega nesmiselnega, popolnoma nesmiselnega razkola, ali so bila to ideološka vprašanja, ali je bilo tudi v bistvu Lojze je bil zelo posesiven. Jaz mislim, da je bil tudi do moje mame zelo posesiven in nekako, jaz mislim, da je težko prenesel pravzaprav, da je mami, ne glede na to, kdo je bil moj oče in tako naprej, da je sploh imela drugega moškega, ne. Tudi rekel mi je enkrat v tem smislu, a ne, da bi moral vedeti, da mami ni več otrok, a ne. Skratka, in ne glede na to, kako nekateri so potem gledali na to mojo potezo v družini, je bilo kar malo zapleteno, ampak ne glede na vse, jaz bi to naredila še 100-krat. In mislim, da se je na nek način v bistvu zaprl ali pa sklenil ta krog, ki je bil zares tako nesmiselno presekan, pretrgan. In pripeljala sem Lojzeta nazaj k nam in nazaj na mamin grob, oziroma prvič na mamin grob. Na mamin grob, sploh ne vedel, kje je pokopana, in na tem grobu se je tudi opravičil za vse, kar je naredil. In zato sem zelo hvaležna, da sva se uspela najti. Bronja, hvala. Za Belo se pere na 90 smo predvideli 90 minut, porabili smo jih nekaj čez 80. Glede na to, da bo Bronja zdaj tukaj še na voljo za knjigo, boste lahko kupili, no. Pravzaprav naročili, pa vzeli, bomo vzeli podatke, potem pa vam Beletrina pošlje račun, tako da tudi če nimate denarja pa kartice s sabo, knjigo lahko dobite, s posvetilom, verjetno, ne. Zato zdaj ne bi bilo vprašanj iz občinstva. Je pa možno seveda še pol in kakšen hiter individualen stik. Pa res priporočam branje knjige, tudi kar nekaj intervjuje še na YouTubeu najdete z Bronjo tudi v tekstovni obliki. Pa film si lahko ogledate v soboto. Zdaj v soboto je na Popu, kar zelo so pohiteli, no, saj v Škofji Loki mislim, da je bilo kar nekaj predstav, Žireh, ne vem, kako ste imeli tukaj,
Ampak ja, zelo je, mi kar malo skrbelo, no, kako bo s tem filmom, ker to je čisto neka drugi medij kot knjiga, kot roman. In sem imela kar nekaj zadržkov, pomislekov, skrbelo je malo, kako bojo vse skupaj videli moji, a bomo uspeli prenesti neka sporočila iz romana v film in tako naprej, ampak sem vesela, no, da je našel pot med ljudi in da je bil odziv tako lep. Tako da, ja, zdaj v soboto pa je pa v Bosni, mislim, na Popu. Ja. Kdor bi ga pa rad videl v kinu, ker je še boljša izkušnja, ne, sem pa našel, da je v Kinodvoru imajo poseben termin za zamudnike, da se pravi, vrtijo filme, s katerimi so sicer že prenehali, pa jih potem vsake toliko časa dajo na platno za zamudnike, pa mislim, da enkrat proti koncu maja, sami poiščite. Aprila, po mojem, celo. Ali celo aprila, no, tako, rajš danes pa jutri pogledajte, da ne boste zamudili. Zaključil bi pa vsem z enim odlomkom še, prav s tem odlomkom vajnega obiska pokopališča z Lojzetom, to je odlomek proti koncu romana. Meni se je zdel močan zaradi tega, ker podobno kot je Dadina smrt ene stvari postavila na svoje mesto in o njej govorite kot o trenutku velike spokojnosti, ne, globokega miru, se je isto zgodilo s tem obiskom pokopališča. Ne. In je res zanimivo, no, da kljub vsej nepopolnosti, ki jo v naših družinah doživljamo, vaša mami in oče nekaterih stvari nista zmogla zaradi svojih značajev, mama seveda zaradi prezgodnega slovesa. In kljub vsej svoji krhkosti sta potem na nek način to zmogla narediti vaša babica in dedek. In se mi zdi res en tak, tako res eno veliko globoko sporočilo, no, da mir pa spokoj, če smo odprti za nepričakovano, lahko v naših življenjih resnično doživimo. Pa bi prosil Barbaro še za ta zadnji odlomek. 29. oktober 2016. Sobotno jutro je, sončno in jesensko. Pred tvojim grobom stojiva Lojze in jaz. Stojiva dolgo in on je vse manjši in vse bolj težak. In potem se obrne vame in reče: moja napaka je bila, da nisem videl, da je Mita odrasla, da ni več dekle, da ni več otrok. In potem se obrne vate, obrne se nazaj v tvoj beli kamen. Oprosti, ti zašepetal. Odpusti mi, Mita moja, odpusti mi. In tesnoba vseh let se več kot zamisel v tišini sestala.